A vam kdaj ni do tega, da bi vstali s posle in začeli nov dan? Bom drugače začel. Ko vam ni do tega, da bi vstali s posle in začeli nov dan, se pravi vsak mu kdaj pa kdaj tista leva noga rine ven iz posle pred ta desno, se spomnimo na to, da v vsakem momentu nekdo tam zunaj doživi poškodbo hrbtenjače. Je paraliziran. Se pravi brez občutka v nogah in v najslabšem primeru v rokah in dlaneh. Imobilen, odvisen od pomoči drugih. Magar ustavite ta video za moment in si to zamislite. No, to je prava žalost. To je prava smola. In če se zadnja leta sprašujemo tako pospešeno, kaj sreča je, evo odgovor. Prava sreča je biti zdrav in cel, nepoškodovan. Ampak to se vsi od prvega do zadnjega zavedamo šele takrat, ko sami zbolimo ali pa smo sami poškodovani. Družba, sam pomislimo, kak mega zegen imamo, da lahko sami in brez pomoči vstanemo iz stola ali pa iz posle. Pa da se lahko odpravimo na špancir, teč, v hribe ali pa na kolo. In na lastnih nogah začnemo nov dan, čeprav malo namrgodeni. Ja, res je fajn, če ne celo nujno, da smo hvaležni za svojo srečo, se pravi za svoje zdravje, ki se kaže tudi in še posebej v obliki funkcionalnosti telesa, njegovi polni opravilnosti, v naši zdravi hrbtenjači. Pa, a veste, kaj je še bolj fajn, še bolj cool? Da vse to na konkreten način privoščimo tudi tistim, ki te sreče nimajo. 7. maja je organiziran tek pod okriljem fundacije Wings for Life, ki si je za končni cilj izbrala odkriti zdravilo za poškodbo hrbtenjače. Z udeležbo na tem teku družno pomagamo priti do te začrtane vizije, ker gre dejansko 100% štartnin in donacij za raziskavo poškodbe hrbtenjače. Zato pejte na njihovo spletno stran, se prijavite na tek in se vidimo 7. maja v Ljubljani. Še to, zelo pomembno, tek je unikaten in primeren za vse. Signal za štart se zasliši ob natanko istem času po celem svetu, kar pomeni, da na primer udeleženci v Angliji s tekom pričnejo ob 12, v Sloveniji pa ob 1. Cilj načrte ni, je pa zasledovalno vozilo, ki 30 minut po štartu tekačev prične loviti tekače enega za drugim. Kalkulator za izračun cilja na njihovi spletni strani vam lahko pomaga določiti potrebno hitrost teka, vaš tempo teka. Rezultati tekačev pa niso v obliki doseženega časa, ampak pretečenih kilometrov. To je to. Pošljite ta video naprej, še komu, ki bi ga stvar zanimala, da nas bo na štartni liniji čim več. Ostanite zdravi, se vidimo 7. maja in srečno. To je pa prigoda iz lanskega Wings for Life dogodka.